dobrodošli v še eni oddaji Čez planke online. Hvala lepa za vaše odzive. In malo sem preuredila stanovanje, ne vem, če ste opazili. Če vam je všeč, preverite mojo spletno stran www.mojcamavec.com in odslej imamo še več kotičkov, odkoder lahko odpotujemo v svet. Recimo tule je že en tak kotiček, ker lahko zavrtimo celo globus. In danes vas bom odpeljala v najstarejše krizno območje sveta. Zdaj, ali se strinjaš ali ne s politiko Izraela, za novinarja je to zagotovo zelo zanimivo območje, vroča destinacija, odkoder sem poročala večkrat ob zelo različnih situacijah. Ampak rada bi vas popeljala v svoje najljubše mesto ob morju, v Tel Aviv. Poglejte, dolge plaže, kar gremo skupaj, se malo sprehoditi. Plaža, ki je telovadnica na prostem. Tu se življenje začne že zelo zgodaj. V Tel Avivu vsi tečejo, vsi se ukvarjajo s športom. In seveda Izraelci, inovativen narod, ki ni dal samo kibuca, ampak izmislili so si celo šport, ki se ga izvaja na plaži. In to je matkot. Imela sem izjemno čast, da sem igrala matkot z njenim nepreklicnim kraljem. Je že malo v letih, ampak šampion, ki mu ni para. Ljudje, kot so Amnon, Nisim, ne izgubljajo časa. Njihove težave so dosti bolj enostavne od naših. Vrtijo se v glavnem okoli ene zadeve, kako čim večkrat zadeti žogico. Matkot za Amnona ni samo šport, je življenjska misija in v svojem domu je uredil prvi izraelski muzej tega športa. שאני מחזיק בבית וכל מיני מתנות שקיבלתי משחקנים וגם סתם אנשים, מתקות משיש ליום הולדת. אוקיי. מתקות מצדפים. שעונים בצורת מתקות. Zdaj smo pa zares vstopili v tisti pravi Izrael, zato nekaj koristnih fraz. Šalom! Živjo! Šalom dobesedno pomeni mir, ampak najbolj pogost pozdrav v Izraelu. Šalom! Živjo! Upam, da boš danes malo bolj koristna, zadnjič si samo sedela pa jedla. Tov. Tov. V redu. Dobro, okej. Še ena koristna fraza. Manišma. Kaj dogaja? Kako si? Manišma. Kaj dogaja? Ali pa tudi to boste zelo pogosto slišali v Izraelu. Kar naprej. Jala. Nekaj taka kot pri nas, recimo, ajde, pogovorno. Ajde, kot v turščini ali pa v srbščini. Ajde, gremo. Kam si zdaj šla? Ja, kam? Skrajni čas je za kakšen pogovor. Izrael je izjemna dežela, če ste glasbeniki. To je taka kulturna mešanica, da je raj za vse glasbenike, ker vem, da nas kar nekateri tudi spremljate. And it's a pleasure to welcome two very dear musicians we met last year in Israel. And actually now it's 2 continents and 3 time zones, so it's really a pleasure having you on both sides, Nif and Matan. How are you today? Nif, you are in LA. Matan, you are in Tel Aviv in Israel. And Matan, the situation in Israel is quite similar to the one in Slovenia. They say 4th of May might be the end of the lockdown for you as well. You know, all businesses are going back as usual. Stores are opening and stuff. So hopefully things will get better soon. LA, on the other hand, is kind of still staying in the back. And basically, this lockdown is actually not so special for the band because you're used to work, right, from different continents and staying in touch via Zoom and Skype and other applications. We're a trio, and we play original songs, very folkish indie style, a lot of harmonies. This is the thing that I think is very unique to us, our harmonies, and even the topics that we write about. Just
beautiful, mellow, nice, moving music. We won't be able to travel for quite some time. How do you see the future of your band? I mean, last year you had a very successful tour in the States, but Niv, you are now stuck in the States, and Matan and your wife, you are now in Israel. It's impossible to meet now in the future for quite some time. How about the concerts? Where do you see the possibilities to go on, to move on? I'm the kind of type of person, I think Niv is very much similar to me, and when it comes to this, the view of life as it is, we always like to see possibilities. We never see failures or blockage. Wherever someone sees a blockage, we see how it go around it. I think it's wonderful. I think it's actually a wonderful time. It's a wonderful time for writing. Hey, like you said, it's just an amazing time to be creative right now. Look, I'm filming my show from my apartment. I actually love it. We started our own, weekly video that we upload and we sing together, like short part of songs that we really enjoy singing together. And it's just a matter of being creative and a matter of, just checking your boundaries. How creative can you be? And you have prepared as well something very special for our viewers tonight, a little sneak peek of your work. So see you in a few moments. Right now, right now, right now. Koliko kilometrov smo že danes opravili, skrajni čas je za malico. V Izraelu je to vedno šakšuka. Z njo se začne že dan. Enostavna jed, za katero boste potrebovali paradižnik, papriko, česen, čebulo, nekaj peteršilja in mešanico začimb. Tako jo pripravijo mojstri v Jafi. Pravzaprav gre za bolj začinjen sataraš, samo da na koncu jajc ne umešate v omako, ampak jih skuhate na njej, kar takole v ponvi. Šakšuka, s kruhom pomazana. Če bi Izraelci sploh imeli ta izraz, nimajo tako dobrega kruha kot mi. V zadnjih 10 letih se je Izrael iz kmetijske družbe spremenil v visoko tehnološko družbo. Je narod vodilen v svetu po številu inovacij na prebivalca in številnimi izraelskimi inovacijami se ves čas ukvarja tudi Boštjan Kočar. Boštjanka, nekaj Izraela sva skupaj prepotovala. Ja, Izraelci vedno hitro odreagirajo, tudi tukaj na spletu. Če spremljamo, so že spletne strani z zagonskimi podjetji, ki se ukvarjajo z inovativnimi rešitvami v boju proti COVID-19. Jaz se ukvarjam sicer z optimizacijo infrastrukture komunalne. To pomeni tudi na področju vodovoda, kanalizacije in ostalih energetskih oskrb se ukvarjamo z brezstično družbo bodočih časov. To pomeni, zmeraj manj bo stika drugih ljudi, ki bodo hodili k nam v stanovanje ali odčitavati števce ali po terenu množice ljudi iskati, kje pušča voda. To zdaj delamo preko satelita. Tako da vse te tehnologije grejo v neko smer, ki jo smo poimenovali brezstična družba. Izraelci so neverjetni tudi v tem, kako delujejo v poslu. In tu bi se lahko Slovenci marsičesa naučili, predvsem za te težke čase, ki so pred nami. To pa veš, da sva videla že velikokrat. Ta družba je zelo zanimiva v smislu, da vse, kar naredijo, vse, kar znajo zložiti skupaj, za njih ni trg Izrael, niti ni trg Izrael z okolico, ker okolici kaj veliko ne morejo prodati, čeprav v zadnjem času se tudi to spreminja, ampak je isti moment za firmo s 5 zaposlenimi ali pa 5000 zaposlenimi trg cel svet. To pomeni, oni vse, kar najdejo, kar naredijo, kar uspejo spromovirati, takoj plasirajo po celem svetu. Ampak kar je meni bilo fascinantno v Izraelu je to, da si pomagajo tudi med seboj, tudi v bistvu konkurenčne družbe, konkurenčna podjetja. To je tudi mene fasciniralo v začetku, ko sem začel sodelovati pred 20 leti z njimi, da si v bistvu konkurenca en drugmo na nek način kradejo, po drugi strani se pa vodstvo odzadaj zmenijo, kdo bo komu koga dal, zato da bojo skupaj močnejši na svetovnem trgu.
Nikoli ne bom pozabila stavka, mislim, da ga je izrekel naš častni konzul v Izraelu. Ne. Mlad slovenski poslovnež, ko uspe, ne, najprej investira v dober avto, Izraelec pa naprej v svoje podjetje, ne, v razvoj posla. Ogromno vlagajo v razvoj. Ne. Mene je tudi fasciniralo, da v zadnjih parih letih veliki velikani, ne, IT-ja, kot je Intel, Microsoft, gradijo v tako nevarnem področju, ne, kjer je nevarnost vojne povsod okrog, največje centre za proizvodnjo in razvoj. Poleg tega je pa večina avtomobilske industrije odprla razvojne centre v Izraelu, ki nima niti enega proizvajalca vozil. Boštjan, hvala ti za te informacije. Zagotovo bomo preverili še nekaj zanimivih strani. Ne? Torej, izraelske inovacije že delujejo, ne, tudi na področju, kako se boriti proti COVID-19 in posledicam seveda. Drži se, ne, ostani zdrav in zagotovo se spet kaj prekrižajo poti. Oprosti, dali moja Lucy, žirafa, kar naprej hoče v kader. To je kakšna napoved za naprej. Nekaj boš videl, še bomo potovali. Mojca, hvala ti, ampak lej, z ljudem bi samo še nekaj rekel, da je vsaka taka kriza velika priložnost za spremembe in za nadaljni razvoj. Zato ne obupati, v juniju bomo že večinoma potovali tako kot prej. Ja, ne samo z domačega kavča. Ostanimo pozitivni. Hvala ti za tole. Adijo. Čau. Čau. Ja, tudi knjige so me za časa epidemije popeljale daleč stran od vsakdana in morda nekaj, ki ga pa imam, izraelskih avtorjev, tudi za tiste, ki še ne poznate dobro literature te države. Pisatelj Amos Oz, žal pred 2 letoma preminuli, najbolj prevajani izraelski pisatelj, bil je tudi v Sloveniji in predstavil svoj roman Zgodba o ljubezni in temnini. David Grossman, še en velik izraelski pisatelj, David Grossman, leta 2017 je prejel Bookerjevo nagrado za delo A Horse Walks into a Bar o poslednjem nastopu stand-up komika. Je veliko bolj vznemirljivo, kot se zdi na prvi pogled. In na koncu še Meir Shalev in njegov roman o ruski babici in njenem ameriškem sesalniku. Knjiga, ki me je res zabavala med karanteno. Pripoveduje o pisateljevem odraščanju s posrečenimi sorodniki, ki jih tudi zelo duhovito opisuje. Takole uvede svojo babico. This is how it was. These were the words she always used for beginning any story she told. She pronounced them in her thick Russian accent. Her children, my mother, her brothers and sister, also said, "This is how it was," with the same accent when they began a story. And not only they, to this very day, we all use this opening and that accent when we want to say, "This is the truth. What I'm about to tell is precisely what happened." In potem pride največji sesalnik, ki ga pošlje stric iz Amerike, obrne zgodbo na glavo in tudi življenje babice, obsedene s čiščenjem. Čudovita knjiga. Ampak tudi vi ste bili odlični sopotniki danes, hvala za vašo družbo. Vse recepte, knjige, namige, goste iz oddaje lahko najdete na moji spletni strani www.mojcamavec.com. Oddaja bo tudi na YouTube kanalu in se veselim tudi vaših odzivov. Zdaj pa za konec še poseben koncert skupine Willow Mile in mi se vidimo prihodnjo nedeljo, ko nas bo malo zapeljal francoski šarm. Anymore. There's no arrow showing me which way to go.